tako vaš križ, znamenje svetosti, vere, miru in ljubezni. Od leta 1972 ni doživela podobne slovesnosti, da bi čisto njen paran naše brestaniške župnije
daroval novo našo. Takrat še Petra ni bilo na svetu. Šele pred 29 leti 15. maja je zagledal sveta. Potem so ga pa kmalu prinesli v to baziliko in tukaj pri krstnem kamnu je prejel prvo neizbrisno znamenje kristjana in posvetitev za bogoslužje. Ko so na koncu tu pred oltarjem starši notri ga prinesli, je bilo rečeno, da bo polnost svetega duha prejel po sveti vir. To se je zgodilo 27. aprila 2003 v tej naši baziliki in pristopil po Gospodovem oltarju. Ampak ne samo kot vir, kot kristjan, ampak tudi kot duhovnik. To se pa dogaja danes. Ko je bil 24. junija v stolnici Marije Vnebovzete v Bristolu posvečen monašnika, je prejel to neizbrisno znamenje Kristusovega duhovništva, ki mu omogoča, da med nami lahko ponavzoči Evharistijo. Dragi Peter, gotovo se veselimo vsi tega dogodka. Poleg tistih, ki so te spremili sem pred novomašnim oltar, je z nami tudi tvoja blagopokojna mama Marija, Marica. Z njej si bil še posebej drag in ona gotovo danes je z nami in se veseli tvoje sreče. Bog daj, da bi po njeni priprošnji in po molitvah nas vseh bil duhovnik po Božjem srcu. Na začetku svete daritve je prav, da stopimo pred Gospoda. Gospod nam je vzpiljen. Sami moramo tudi znati biti vzpiljeni drugim. Odpustimo drug drugemu, če smo se kaj pregrešili drug proti drugemu. Prosimo Boga odpuščanja za vse grehe in tako z čistim srcem pristopimo novomašnemu oltarju. Vsemogočnemu Bogu in vam, brate in sestre, priznam, da sem grešil, mislih, besedah in dejanj, mnogo dobrega poslušal in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame, Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti
Tisti čas je Gospod rekel Abramu: Abram, pojdi iz svoje dežele, iz svoje rodbine in iz hiše svojega očeta v deželo, ki ti jo bom pokazal. Iz tebe bom naredil velik narod, blagoslovil te bom in naredil tvoje ime veliko in ti boš drugi v blagoslov. In Abram je šel, kako to je naročil Gospod. To je vaša beseda. Ljubezen je
potrpežljiva, dobrotljiva je ljubezen, ni nevoščljiva, ljubezen se ne ponaša, ne nakupuje, ni brezobzirna, ne išče svojega, ne da se razdražiti, ne misli hudega, ne veseli se krivice, veseli pa se resnice, vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse prestane. Ljubezen nikoli ne mine, preruštva bodo prenehala, jeziki bodo molknili, spoznanje bo prešlo, kajti nevedno spoznavamo. Ko sem bil otrok, sem govoril kakor otrok, mislil kakor otrok, sklepal kakor otrok. Ko pa sem odrasel, sem prenehal s tem, kar je otroškega. Za zdaj pa ostanejo vera, upanje in ljubezen, to troje, in največja od teh je ljubezen. Poslušali smo Božjo besedo. Isti čas je Jezus krenil proti Olski gori, zgodaj zjutraj pa se je spet na poti vkradil. Vse ljudstvo je prihajalo do njega, on pa je sedel in jih učil. Izkupi farizeji so tedaj pripeljali ženo, ki je bila zalotena pri postavili se v sredo in mu rekli: Učitelj, tole ženo smo zasačili v prešuštvovanju. Mojzes nam je postavil kazal take pametni, kaj pa ti pravi? To so govorili, ker so ga preizkušali, da bi ga lahko Jezus se je sklonil in s prstom pisal popri. Ko pa so ga kar naprej spraševali, se je vzravnal in rekel: Kdor izmed vas je brez griha, naj prvi vrže kamen vanjo. Nato se je spet sklonil in pisal popri. Ko so to slišali, so drug za drugim odhajali od najstarejših dalje. In ostal je sam in žena pred njim. Jezus se je vzravnal in je rekel: Kje so žena?
zapeli skupaj s kraljem Davidom. In glede, jaz prihajam iz Rakoviškega Lurda in ravno zjutraj po zajtrku sem od svojega sobrata zvedel, da je ta bazilika vseslovenski Lurd. Tako da zanimivo naključje, ampak jaz spet nimam toliko velike vere, da bi verjel naključja, ampak vse. Zanimivo naključje, da je Peter kot kandidat za duhovnika prišel ravno v Ljubljano na Rakovnik, v Luški kapeli. In da ima novo mašo v Luški baziliki. Zanimivo naključje, ampak spet, jaz nimam toliko vere, da bi verjel naključje. Peter, čemu si šel iz Rakovnika? Jaz tega ne morem razumeti. Ampak niti ni bistveno, da jaz te razumem. Verjetno so se mnogi prijatelji in sosedje, someščani Abrahama spraševali, čemu gre kar nekaj iz cvetočega mesta Ur v današnjem Iraku, kar nekaj. Glej, prihajam, da izpolnim tvojo voljo, je pred kraljem Davidom imel v mislih že Abraham. Šel je nekaj na tuj. In ne rabiš imeti narejene teološke fakultete, da bi zaslutil, čemu je sprav kot prvo verilo naš Peter ravno to poklicano stara iz Ura, nekaj mu ne znamo. Bog je poslal Abrahama in apostol Janez pravi, ker je imel bližnje stike z Bogom, je bil prkovit z Jezusom 3 leta in je kar zanesljiva priča, ko nam reče, Bog je ljubezen. Pravi je ljubezen poslala Abrahama. Ljubezen je pa nekaj lepe. Torej ima Bog lepe načrte z nami. In zazrimo se malo Petra. Kar lep je. In ravno te 3 črke, L-E, nam danes v razmislek podaja apostol Pavel v svojem opisu, kako je treba živeti. Je rekel, džabe ti lajk, če nimaš ljubezni. In to je malo povedal, kako je treba živeti in kakšen je ta ljubezen. Apostol Janeza smo poslišali, da je Bog ljubezen, sprav je na nek način prisotno Boga. Lep. Prva črka L, logos. E, druga črka, etos. Tretja črka P, patos. L, logos. Najprej nam apostol Pavel reče, džabe ti vse znanje, če ga ne podajaš iz ljubezni. Logos, znanje, možganje. Etos, ravnanje, iz tega pride tudi beseda etika. Džabe ti vse razdajanje za druge, če tega ne narediš iz ljubezni. Ampak ne vem, da veš milijone, zaradi tega, da
dvakrat začne z besedo potrpežljivo. Ljubezen je potrpežljiva in zaključi, ljubezen nikoli ne mine. In dostkrat lahko marsikdo v stiski, recimo, zakonci, ne vem, kako se kdo znajo taki položajo, da reče, ni več ljubezni, ne? Pa reče, mogoče boljše, da se razvide, ne? Ljubezen nikoli ne mine. Ljubezen je potrpežljiva. Spravo, kako mine potrpežljivost? Lahko mine molitev za potrpežljivost, naslovljena ljubezni, pisano z veliko, ki je Bog. Ja, moja potrpežljivost je trpila. Ljubezni, pisana z veliko, je potrpežljiva. In če je moja minila, vem, ki je roki, kakšen bolj čustven stanju sem, kakšnega bolj razpoloženja sem, vedno lahko računam na ljubezni, ki ne mine. Evo, to je ta LEP načrt, ki ga ima Bog za nas. In mi dostkrat ta LEP načrt spustimo iz roke in se znajdemo v grehu. In to se zgodi tudi z današnjo junakinjo, ki je prišla v bližnji stik z Jezusom po spletu naključja, ampak spet Jezus nima dovolj vere, da bi prijel naključje. In postavijo žensko v sredo in rečejo, lejo Jezus, lejo, lejo. Glej, prihaja, da izpolni tvoja volja. Glej, kaj je delala. Bog ni všeč greh. Bog sovraži greh. In tudi te, ki so rekli, ki je postavil v sredo, glej, grešnica, glej, oni so tudi sovražen greh. Jaz tudi doskrat sovražen greh. Še posebej greh tistega, ki me prizadane. Tisti greh sovražen do konca. Svoj greh ne tok. Oziroma, mogoče ga sploh ne sovražen. Na kaj osredimo svojo pozornost? Kaj postavimo v sredo? Greh nekoga drugega? Kaj naredi Jezus? Jezus postavi v sredo to ženo, ki jo ima pred sabo. Jezus postavi v sredo te obtoževalce, ki jih ima pred sabo. Vsakega primerno nagovori. Išče skupno blaginjo, ki vključuje vse. Znane smo te besede, ker si jih je Peter sposodil od Papeža Frančiška. Iskati skupno blaginjo, ki vključuje vse. In Jezus ve, da ta skupna blaginja je on. In vključuje vse. V sebi osredinja vse. Tiste, ki jo obtožujejo, njo, ki je obtožena. Jezus sebe postavi v središče. Jezus je tudi danes sebe postavil v središče. Vidimo, da je na sredini tega presbiterija oltar. In tukaj je postavljen naš greh. Še smo pripravljeni svetega samostava. Še smo pripravljeni se odpovedati, postavljati
središče pozornosti greh drugega in ga postal raje sem in postal svojo večnost sem in iskati z tega odnanja skupno blaginjo, ki vključuje vse v ljubezni. Pa dajmo se pridružiti oče Petrov, bratje in sestre Petrove, vsi Petrovi sorodniki in prijatelji, sošolci, kolegi iz faksa, učitelji, vzgojitelji. Dajmo se pridružiti Petrovim dvem materam Marijam, ki sta obe zaspali v upanju na vstajenje. Pridružimo se jima v prošnji zanj, da bi bil lep svetnik, lep zastopnik ženina cerkve, lep duhovnik. Še posebej prosimo našo nebeško Mater Marijo, da mu pomaga na tej poti, ker je ona naša skupna blaginja. In preden mi začnemo iskanje skupne blaginje, spomnimo se, da ta skupna blaginja išče nas. Po vse to, kar sem povedal, bom zdaj še povzel v italijanščini. Riassumo tutto quello che ho già detto in italiano adesso. Preghiamo tutti alle tue madri Marie e Petra, perché lui rimane e diventa un bello sacerdote. Ispovemo vero v Božji Kristu. Verujem v enega Boga, Očeta, Prosimo te za nas starše,
Dobri Bog, prosimo te za vse bolne in ostarele, ki smo zaradi bolezni in priključenosti na posteljo ali invalidski voziček pogosto izključeni iz družbenega življenja. Podeli nam vedno novega optimizma do življenja ter dar hvaležnosti za vse, ki nas potrpežljivo poskrbujejo in z veseljem obiskujejo. Prosimo, da usliši nas. Dobri Bog, prosimo, da za vse pri naši deželi živijo v revščini in pomanjkanju, ter so pogosto izključeni iz družbe. Daj jim poguma, da se bodo obrnili na našo pomoč. Nam pa odpri srca in roke, da se bomo znali dobrotljivo spregovoriti za pravičnost. Prosimo, da usliši nas. Dobri Bog, kako so naši predniki in rojaki bežali pred vojno in nepravičnimi socialnimi razmerami in odšli s trebuhom za kruhom v druge dežele sveta, tako v današnjem času tudi k nam prihajajo ljudje, ki iščejo boljše življenje. Ti, ki si rekel, tujec sem bil in ste me sprejeli, daj nam poguma, da si bomo za begunce in migrante vzeli čas, se z njimi ljubeznivo pogovarjali in družili, ter nam vsaj na tak način omogočili boljšo prihodnost. Prosimo, da usliši nas. Dobri Bog, ti nam praviš, kjer sta dva ali trije združeni v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi. Pomagaj nam spletati vedno nove vesti med različnimi krščanskimi crkvami in graditi skupno Kristusovo cerkev na mnogih lepotah naše krščanske vere, ki nas že povezujejo. Prosimo, da usliši nas. Izmirjeni Bog, vsakega človeka ljubiš in odločaš. Prosimo te, kaj vsi naši najbolj sorodniki, prijatelji in sorodniki, ki se ročili iz tega sveta, uživajo večjo veselje in radost življenja. Prosimo, da usliši nas. Vse te prošnje in tudi tiste neizrečene, ki jih nosimo v naših srcih, polagamo pred oltar po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
nam postanejo podobni našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehu. To delajte v moj spomin. Skrivnost verte. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje. Posebej Marije, mame našega novomašnika in vseh njegovih pokojnih sorodnikov in prijateljev in vseh ljudi, ki so umrli v tvojih milosti in daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vsi, na v večnem življenju skupaj, z Božjo Materjo, Devico Marijo, njenim možem svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. O Christus, Christus, Amin, Christusu, Tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občinstvu Svetega Duha, vsa čast in slava, na
potrdi o miru v njegovi popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir bodi vedno s vami. In s tvojim duhom. Podajmo si roke v znamenju in spravi. Sveto obdarilo se podarilo na 4 mesti, tukaj na sredini bomo Bogomašnik skupaj s svojim sobratom sledil in pa na ostali strani. Pevce bodo povabili na ostale kulturo, kateri bo prišel nekdo pripraviti.
Ministriranje, petjem,
igranje, pritrkovanje, plesanje, prinašanje darov in somaščevanje. Priprava prigrizka v malici in ostalih obrokov. Nepregledna množica ljudi, ki je bila in je pripravljena pomagati, in ravno tako nepregledno število opravil, ki so bila storjena. Stvari so resnično povedane v detajlu. Hvala odporu, ki je bil posebej ustanovljen za namen Nove Maše in katerega člani in pomočniki so bili Štefka Vidrik, Ati Peter, Anja Matej Kočeva, Grošrade, Roman in Nada Strelišek, Olga Plahuta, Roman Kraker, Kaplan Gregor Majcen, Daniel in Mateja Županc ter Andreja Tomašin. Čeprav so pripravljene tako velik pobode, vedno povezane tudi s konflikti in težavami, kakor življenje pač je, niso samo vrtice, ampak so tudi krmi. Ste se namazali z delo vlastno potrpežljivosti, da bi naš skupni praznik lepo uspel. Dogodek je povezal in povezuje mnoge. Iz dogodka Nove Maše bodo išla nova prijateljstva, nova poznanstva, ki bodo naprej gradila prihodnost v dobrem. Kristjani smo poklicani, da se veselimo z drugimi in da jim pomagamo, da bi uspeli. Vidim, da se vi veselite z mojo odločitvijo. Čutim, da je veselje v mojem duhovniškem poklicu za mnoge nepopisno, ganljivo in Nova Maša nekaj enkratnega in nepozabnega. Ko se praznuje Novo Mašo, se praznuje Kristusa, kajti Jezus Kristus je tisti, ki nas je združil, kako je povedal domačni pridigar Martin Tomič. Jezus Kristus je tisti, ki nas uči ljubezni do vseh. Bog je moja življenjsko pot malega Petrčka popeljal do tujega želja, tako kot je popeljal Abrama v bližnji biblični pripovedi. Preko mnogih čudovitih oseb, ki so me spremljale in me spremljajo v življenju, sem spoznal našega radodarnega Boga. In tega Boga hočemo znaniti ljudem, kateri bom postal. Želim biti duhovnik s srcem. Želim biti duhovnik, ki je med ljudmi, zlasti med najšibkejšimi in na obrobju družbe. Želim biti duhovnik, ki povezuje ljudi med seboj, ki povezuje drugače misleče in dela za mir. Tako kot je Bog meni grešniku vedno znova naučiti svoje ljubezen in dobroto, tako želim tudi jaz svojo ljubezen deliti naprej z vsemi. Grazie a tutti che mi avete accompagnato nel corso degli anni del seminario. Ihr seid für mich ein Vorbild. Danke auch euch, lieber Matthias und lieber Michael, für die guten gemeinsamen Jahre, die Christus sind. Hvala vsem za vse, kar ste dobrega storili sami. Če bi šel omeniti posameznike, bi gotovo koga postavili. Zato se zahvaljujem vsem skupaj za vso dobroto, ljubezen in podporo, ki ste mi jo naklonili. Pa vseeno, pa bi se na tem mestu rad posebej zahvalil dušnjima pastirjama naše župnije, gospodu župniku, ki me je 20. avgusta 1985 v tej baziliki krstil in me je skupaj z nekdanjimi kaplani vajal v krščanstvo ter me na moji poti tudi vedno zelo podpiral. Zahvala tudi gospodu kaplanu Gregorju, ki je prevzel ceremonijo za to sveto mašo, za to Novo Mašo. Župniji podarjam mali kipec, ki je bil narejen v misijoni. Predstavlja skupino ljudi, ki so dobre volje, povezani med seboj. To je moja želja, da bi bila župnija skupnost, kjer bi se ljudje pravi zbirali, pa ne smo pametni in bi bili dobre volje med seboj. Kajti naša vera je tudi veselja. Po možnosti na kipec tudi vidno mesto in v spomin na našo Novo Mašo je v veselju služila tudi ljudi dobre volje.
malo dobrega filozofskega špeha in žogice za žongliranje. Za Salesijanca in tudi te žogice so bile narejene v misijoni. Naj vam spominska plošča, ki sem jo dobil od papeža Frančiška ob mašničkem razpečenju, krasi ljubljeni dom in vas povezujem tudi z nami. Njene roke ste bili številni drugi ljudje. Draga teta Štefka, vi ste župnijo in ljudi preko njenih meja spravili v pogon in pripravili nam vsem nepozaben praznik. Hvala vam za vse. Danke, dass ihr bei dieser wunderschönen Feier da seid. Grazie di cuore. Vi voglio tanto bene. Sedaj pa se zahvaljamo Bogu, ki nas je vse skupaj zložil na tako čudovit dan. Hvala, Pagetsko, grazie.
si z milostjo Svetega Duha, srcem svojih vernih bil darove ljubezni. Daj bratom in sestram, ki zanje prosiva tvojega usmiljenja, dušno in telesno zdravje,